Torej, Svet Slovenske demokratske stranke bo danes prvenstveno obravnaval predlog strokovne skupine Ustavne komisije za spremembo referendumske ureditve. Kljub temu, da ta predlog ni popolnoma tak, kot smo predvidevali na začetku, bomo predlagal, da svet ta predlog podpre in da se referendumska ureditev v Sloveniji približa neki racionalni ureditvi. Zdaj, ko smo videli danes s temi odločitvami Ustavnega sodišča, je sicer možno vsako posamično blokado posebej odpravljati in se eventualno na koncu tudi na referendumu boriti za vsak zakon. V normalnih razmerah bi to verjetno šlo, vendar je danes Slovenija v času in v razmerah, ko enostavno to ni več možno, ker je torej stvari na kupu, mi še vedno zaustavljamo padanje, hkrati moramo postavljati na noge pogoje za ponovno rast in tukaj že nekaj mesečna blokada lahko predstavlja usodno oviro. Torej, ne glede na to, današnjo odločitev Ustavnega sodišča je sprememba referendumske ureditve ena od prioritet slovenske politike, zagotovo za prihodnost, tudi signal, brez katerega se bomo navzven težko potrdili kot dostojen partner in to bo glavna tema na današnjem svetu Slovenske demokratske stranke. Verjetno pa je ta odločitev Ustavnega sodišča za vas pozitivna, da pozdravljate. Je to zdaj nek način, kako boste preprečevali vnaprej referendume, če se z njimi ne boste strinjali? Torej, mi to odločitev pozdravljamo. Ustavno sodišče se je z njo postavilo na branik slovenske ekonomske in tudi politične suverenosti, tudi v bran blaginje ljudi, ki je ogrožena zaradi teh blokad. Večje so blokade, manj je denarja in na koncu je možno tega denarja tudi manj razdeliti tudi tam, kjer je pač nujno potreben. Kot že rečeno, pa Slovenija danes ni v položaju, ko bi si lahko privoščila, da nek zakon gre najprej skozi težavno usklajevanje v koaliciji, potem skozi dolgotrajen proces v državnem zboru, poskus usklajevanja z opozicijo, potem preko vetov, ki jih praviloma postavlja državni svet, preko referendumskih zahtev in pobud, to vzame od 3 do 6 mesecev časa in tega časa žal ni. Če bi bili danes v letu 2009, bi se lahko pogovarjali o tej alternativi konec leta 2012, v teh razmerah, v katerih smo, ko se pač kaže luč na koncu tunela, je pa da tam še dolga pot, pa si tega luksuza pač ne moremo povočiti. Potem še nekaj drži, da vaš poslanec gospod Marikovič nastopa in kakšna bi zdaj njegova funkcija ostaja v stranki, ne vem, kaj bo počel, že ti povedal? Mislim, da bo v kratkem sam stopil pred vas v prihodnjih dneh in vam bo odgovoril na vse. Vam pa ni dal vstopno izjavo še? Mislim, da sem odgovoril na vse. Glede interpelacije, gospod Janša, me zanima, kako ocenjujete, notranji minister ostaja minister. Ali ste razumeli to včerajšnje glasovanje tudi kot signal, kako trdna je koalicija in pa kako razumete vzdržan glas Dragutina Mateja? Torej, to zadnje je zame novost, prej sem se slišal, ne vem, zakaj je šlo. Kar se tiče pa same interpelacije, pa je bilo to predvsem izguba časa, naprej se je vedelo, kakšno je stanje in do kje je prišla preiskava. Najmanj, kar bi pričakovali od opozicije, da pač počaka na rezultate te preiskave. Probili smo 16 ur za razpravljanje o nekih podpisih in na koncu ugotovili tisto, kar je cela slovenska javnost vedela naprej in izid glasovanja bil pričakovan. Edini rezultat je izgubljen dan. Glede koalicijske pogodbe, morebitne prodaje državnih deležev v podjetjih, predlog finančnega ministra, kot je dejal Karl Erjavec, se tukaj koalicijska pogodba ne bo spreminjala, ali je to dokončno? Ne, to je danes dokončno. Koalicijska pogodba velja, dokler ni soglasja za spremembo, v tem trenutku soglasja za to spremembo, ki je bila predlagana strani ministra za finance, pač ni. Koalicijska pogodba ostaja takšna, kot je. Se je pa koalicija na sestanku včeraj odločila, da bo to temo ponovno obravnavala, če bodo na mizi različne ponudbe in če bi kazalo, da je določena ponudba bistveno bolj ekonomsko upravičena, kolikor bi šlo za nakup večjega deleža.
tema je odprta, ampak ne bo stekel postopek za spremembo policijske. Kdaj bi lahko prišlo do prve prodaje, recimo državnega premoženja? Vemo, včeraj ste dejali, da pač ni ravno veliko interesentov za državno premoženje. Glejte, najprej treba tukaj urediti hišo. S tem, ko je odpravljena ta blokada na zakon o Slovenskem državnem holdingu, se bodo še lahko potegnile skupaj niti in bomo dobili nekega skupnega upravljalca. Tako da morebitnim ponudnikom ne bo treba hoditi na 5 naslov, tako kot zdaj, in na koncu ne zvejo na različnih naslovih različne podatke o istem premoženju. Ta ovira bo odpravljena s tem enotnim upravljanjem in se bo potem tudi lažje ugotavljalo, kje interes obstaja, kje ne obstaja in tudi glede na strategijo, ki jo mora sprejemati tako državni zbor, tudi širša javna razprava in bomo skupaj ocenjevali, da je primeren trenutek za takšno področje. Glede protesta morda še v naslednjih dneh se napoveduje v petek nekako vse državni protest. Kako razumete to sporočilo, očitno se vendarle nekako nadaljujejo, vas to preseneča, vas ne, kako dojemate ta signal državljanov? Signalov je toliko, kot je državljanov, ni samo eno. Sem danes prebral na neki spletni strani nek politični program največje opozicijske stranke, iz katerega je jasno, da si ta stranka prisvaja te proteste in da pravzaprav kot glasniki teh protestov nastopajo isti ljudje, kot pišejo program Pozitivne Slovenije za prihodnji kongres. Tako da stvar dobiva jasno politično ozadje. Še enkrat ponavljam, mnogi, ki protestirajo povsem upravičeno in dokler so ti mirni protesti. Dokler so ti protesti mirni, so zaradi mene lahko politični, nepolitični, kakršnikoli, to je pravica po slovenski ustavi. Vendar pa je pošteno, da se snamejo maske in da se vidi, kdo je tukaj politika, kdo pa ne. Morda še samo to, gospod premier, ta zaplet s himno spet pred proslavo, kakšna je vaša ocena, gospodiran prav, gre za nezakonito ravnanje, še ene kritice, če že vemo, kakšno imamo. Se vi s tem strinjate, bo kakšna sprememba ali bo ostalo tako, kot je? Mislim, da smo na trenutke res nesrečno dežela, ko se moramo ukvarjati s takšnimi zadevami. Vemo, kaj piše v ustavi, vemo, kaj piše v zakonu, vemo, kaj je tudi tukaj neko določeno nasprotje. Jaz sem prej govoril z predsednikom odbora za državne prireditve, glede na vaše vprašanje, ki so prihajale, on mi je zagotovil, da bo himna izpeljana v skladu s slovenskim ustavnim oziroma pravnim redom in nobenih problemov. In to je ena kitica ali dve? Glejte, jaz nisem režiser te proslave. Čeprav razumem, bo zapet ena kitica. Samo še po nedeljo zapriseže novi predsednik države, kakšen odnos si obetate, relacija na vladni strani in pa v predsedniški palači? Jaz mislim, da bo novi predsednik države ravnal v skladu svojo prisego, ko bo prisegel, tako kot sem jaz, pa tudi številni drugi nosilci državnih funkcij, da bo ravnal po svoji vesti in da bo delal za blaginjo Slovenije. In na tej poti imamo vso našo podporo. Mislim, da bo sodelovanje v redu, da bomo dobili predsednika, ki bo kdaj rekel tudi danes, samo ne kot je to delo dosedanji predsednik.